Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Slovenijo v teh dneh trese rokometna mrzlica. 15. evropsko prvenstvo za rokometašice se je prevesilo v drugo polovico. Slovenkam gre zaenkrat odlično, so na pragu največjega uspeha slovenske reprezentance na evropskih prvenstvih. Slovenske igre in nasploh celotno prvenstvo bomo v rubriki v središču analizirali z našim gostom Tonetom Tisljem. Ostanite v naši družbi. Nogometaši Celja so v 16. krogu nogometnega državnega prvenstva z 2-0 slavili na gostovanju v Novi Gorici. Z 8. zmago v sezoni so se varovanci trenerja Romana Pilipčuka vrnili na drugo mesto na prvenstveni lestvici. Pred tretjim Koprom imajo zdaj 2, pred četrto Muro pa 3 točke prednosti. Celjani so proti Goričanom v vsakem polčasu izkoristili po eno napako gostiteljev, ki na tretjo zmago v letošnji sezoni čakajo že vse od 9. kroga. Pri prvem celjskem zadetku je bil podajalec Nigerije Cikue Mesi, ki je žogo z glavo poslal v osrčje kazenskega prostora, kjer jo je celjski kapetan Nino Kouter iz bližine poslal v goriško mrežo. Zmagovalec je bil dokončno odločen 10 minut pred koncem tekme, ko je napako storil Nejc Mevlja, Aljoša Matko je nesebično podal pred vrata, kjer je Charles Cikue Mesi dosegel že svoj 6. zadetek v sezoni. Imeli smo določene težave skozi teden in nekako rad bi se zahvalil igralcem, da so svoje delo danes upravili dobro, predvsem v smislu, da so se borili, prigarali te točke, tudi igralci, ki ne igrajo na svojih pozicijah, naprimer tam Dule Stojinović, da je odigral to pozicijo in pa vedeli smo, da igramo proti nasprotniku, ki potrebuje točke in nekako pričakovali smo tako tekmo. Težko prigarane 3 točke, mislim, da je res kar težka tekma, ni bilo kaj precej igre, ampak 3 točke so najbolj pomembne in gremo domov in na naslednje tekme. Celjane ta teden čakata 2 zahtevna obračuna. Najprej bodo v sredo, v osmini finala Pokala Slovenije, gostili Muro. Nekako vsaka tekma za nas in tekmovanje je zelo pomembno. Nekako danes bomo uživali v tej zmagi, jutri smo dali fantom Frej in potem se bomo pripravljali na Muro in po Muri tudi na Koper. V 17. prvenstvenem krogu bo Celje prihodnji konec tedna gostilo Koper. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 7. krogu državnega prvenstva doživeli prvi letošnji prvenstveni poraz. Na gostovanju v Trebnjem so izgubili s kar 20-31 in Trebancem z enakim številom osvojenih točk prepustili prvo mesto na prvenstveni lestvici. Celjani so v Trebnjem odigrali najslabšo tekmo v sezoni in bili v domačem prvenstvu še bolj nemočni kot 12. maja 2021, ko so jih Velenjčani v Rdeči dvorani premagali za 8 golov. Prav nič ni niti v obrambi, niti v napadu uspevalo aktualnim prvakom in posledica tega je bilo visokih končnih kar 11 zadetkov razlike v korist domačega Trima. Po takem težkem porazu, ko se zgodijo v zadnjem krogu, enostavno ekipa zdaj mora odreagirati, pokazati pravi karakter in postaviti se na isto to pot, na kjer smo bili pred to samo tekmo. Tekmo smo pogledali, analizirali, imeli smo en sestanek in zdaj smo točno ugotovili, da nismo na tej tekmi bili pravi, ampak to je ta tekma najslabša v tej sezoni. Enostavno razlog, zakaj je mogoče malo utrujenost od same lige prvakov, mogoče smo jih malo podcenili, za kar nimamo pravice nobene, ampak kar je bilo, zdaj se pripravljamo za naslednje tekme, moramo stopiti vsi skupaj zraven na samem začetku in moramo iti naprej. Pivovari so večji del dosedanje sezone, sploh v ligi prvakov, odigrali na zelo visokem nivoju. V Trebnje so odpotovali po bolečem porazu pri norveškem Elverumu. Je na zadnjih 2 tekmah, ko so pričakovali 2 zmagi, svoje naredil tudi pritisk, ki ga Toskičevi varovanci na tekmah proti favoriziranim tekmecem v ligi prvakov ne čutijo. V tej sezoni je liga prvakov
zelo močno tekmovanje in enostavno v naši skupini mi smo neki outsideri. Zdaj pa te tekme, ko smo odigrali do zdaj, smo odigrali zelo dobro, smo se pokazali v najboljši luči v tem trenutku. Pol je prišla ta tekma proti Elverumu, mogoče da je ekipa začutila malo pritiska, zato ko smo šli enostavno na Norvešku po dve nove pike, ampak enostavno spet se moramo zavedati, da smo igrali proti zelo dobri ekipi Elveruma, ko je ekipa enaka Celju, ekipa, ko je igrala kot domačin, ampak enostavno nijamo kaj. Jaz sem rekel, kar se tiče Lige prvaka, nijamo kaj zgubiti. Domače prvenstvo je prioriteta, žal je za tim porazom v Trebnju, enostavno to, kar sem rekel, moramo stopiti vsi skupaj in gremo po isti poti kot zdaj. Trimo in Celje sta na vrhu prvenstvene lestvice zdaj izenačena. Velenjčani imajo na 3. mestu točko zaostanka. Celjani bodo v drugem delu sezone imeli ugodnejši razpored, saj bodo z obema največjima rivaloma igrali v domači dvorani. Jaz sem na samem začetku sezone rekel, da in to prvenstvo in vsako, ko je bilo do zdaj, bojo reševali tiste male tekme. Enostavno Celje ne sme kiksati proti temi outsideri, enostavno dokler pridejo tisti derbi proti Trebnju pa proti Gorenju, zato takrat imamo veliko časa, ampak te tekme, ko jih moramo zmagati, enostavno moramo se postaviti na najboljši možni način, moramo iti na vsako zmago, tu ne smemo kiksati. In spet, ko ste rekli, mi smo v zelo dobri poziciji, ta dva gostovanja smo že oddelali, pa v tem drugem delu nam pridejo obe ekipe, pridejo v Celje, ampak do takrat moramo narediti vse, kar se tiče tih manjših tekm. Naslednji tekmec Celjanov bodo Škofjeločani, s katerim se bodo pivovarji v soboto pomerili za točke državnega prvenstva, sredi prihodnjega tedna pa še za napredovanje v pokalnem tekmovanju. Škofja Loka je zelo neugodna ekipa, spet vsi prihajajo v Celje bez nobenega pritiska, vsi se hočejo proti Celju igrati na 120 na uro igrajo, ampak enostavno spet se moramo pripraviti, moramo dati vse od sebe, moramo pokazati karakter po tej tekmi s Trebnjem, moramo stopiti vsi skupaj in spet, ko sem rekel na začetku, iti po pravi poti. Slovenski prvaki bodo nadaljevanje sezone morali odigrati brez Filipa Rakite, ki je utrpel hujšo poškodbo kolena. Izkušeni Žiga Mlakar naj bi se na parket vrnil v nekaj tednih. Filipa ne bomo imeli sigurno do konca sezone, verjetno, ali pa mogoče tam proti koncu bo začel igrati. Mlakara smo izgubili za 2-3 tedna sigurno, ostali malo so utrujeni, malo neke manjše poškodbe, ampak upam, da bojo vsi pripravljeni za tekmo v soboto. V 6. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Hopsov na tekmi proti Iliriji prišli do svoje prve zmage v letošnjem prvenstvu. Polzeljani so s tem na prvenstveni lestvici prehiteli Škofjo Loko in Zlatorog, ki v letošnjem prvenstvu še nista okusila slasti zmage. Polzeljani so do prvega para točk prišli predvsem po zaslugi odličnega prvega polčasa, v katerem so dosegli kar 59 točk in proti gostom iz prestolnice vodili za 18 točk. V nadaljevanju je Ilirija, ki je na Polzeli nastopila brez poškodovanega dvojca Daniel Šaškov, lovila priključek in se nekajkrat približala na 5 točk zaostanka. Gostitelji so v finišu tekme vendarle prišli do prve zmage v letošnji sezoni. Čeprav se nam kar nekaj tekem predstavilo, ki bi mogoče lahko zmagali, smo zaradi težkega začetka sezone bili malo v grču. Že tekmo z Rogaško smo igrali zelo dobro, pa nam je na koncu zmanjkalo. Danes se je začelo ponavljati, ampak so vseeno fantje že toliko napredovali, da so na koncu stisnili in dobili tekmo. Ja, mislim, da smo končno od začetka sezone odigrali eno zares dobro tekmo od prve minute do zadnje minute in mislim, da smo dobili sedaj zagon, da odigramo tudi v prihodnje in zmagamo naslednje tekme. Za Polzeljane je bila tekma proti Iliriji zahtevna predvsem iz psihološkega vidika, saj je bila zmaga po 3 zaporednih porazih že skoraj da nuja. Tako bom rekel, mi imamo mlado ekipo, zavedamo se svoje kvalitete, vemo, da čas dela za nas, fantje napredujejo in seveda normalno, nikomu ni vseeno, če ima 0-3. Ampak mi poznamo svoje kvalitete, vemo, kje smo in danes smo bili zelo dobro pripravljeni, kar je dokaz prvi polčas. Je pa normalno, da če bi lahko drugi polčas tako odigrali, potem bi verjetno dali 120 točk, kar je pa težko in vedeli smo, da bo težka tekma. Jaz sem vesel, da so fantje zdržali in jaz jim čestitam za zmago, istočasno se pa zahvaljujem navijačem, ki so bili danes naš 6. igralec. Mislim, da ni bilo nobenega pritiska
smo se med sabo spodbudili in se tudi končno zbrali, da smo odigrali tekmo in zmagali. Pri zmagi Hopsov so znaten delež prispevali tudi nekateri mlajši košarkarji. Pešak je dosegel 17 točk in zadel 5 trojk. Jan Steblovnik je vseh 10 točk dosegel v drugem polčasu. Jaz samo mečem na koš, druga nimam za povedati, občutki so trenutno neverjetni. Na začetku sezone smo v klubu postavili cilje, da mladi dobijo priložnost in jaz sem vedno vesel, ko nekdo od njih odigra dobro. Samo mi vemo, koliko treniramo, koliko se fantje trudijo, koliko se mučimo, ampak jaz jim čestitam, res danes so kar večina njih odigrala dobro in se pravim, mi gremo naprej, delamo dalje, v soboto je že nova tekma. Hopsi bodo med reprezentančno pavzo odigrali 2 zaostali tekmi. V soboto bodo gostili moštvo Zlatoroga, 16. novembra pa bodo gostovali v Škofji Loki. Vse tekme za nas so enako težke, saj vemo, mlada ekipa nima dovolj izkušenih igralcev je malo, ampak te ekipe, s katerimi igramo zdaj, so sigurno z nami primerljive. Mi bomo naredili vse, kar je v naši moči in se potrudili, da te tekme skušamo zmagati. Enako kot danes, mislim, da se bomo mogli boriti, verjamem pa v našo ekipo, da je možno te tekme seveda zmagati. Vodenje Hopsov je letos prevzel trener Matjaž Čuješ, ki se je po več kot desetletju vrnil pod prvoligaške obroče. Se je v vmesnem obdobju v najvišjem rangu slovenske moške košarke veliko spremenilo? Pa tako bom rekel, se je in ni. Torej, malo sem razočaran nad številom mladih slovenskih igralcev. Zelo malo jih igra, mogoče nas je klubov, ki jih lahko preštejemo na prste ene roke, v katerih igrajo mladi slovenski igralci. Vsi ostali imajo izkušene, bom rekel, že starejše igralce in to me malo, bom rekel, žalosti, kajti vseeno imamo neke generacije, ki so v reprezentancah dosegali na evropskih prvenstvih visoka mesta in mi je žal, da ti fantje ne igrajo. Drugače pa mislim, da je liga medijsko dosti boljše pokrita, kot je bila včasih. Kar se pa tiče kvalitete, je pa velika razlika so med tistimi klubi, ki seveda igrajo mednarodno tekmovanje, torej ABA 2 ligo in pa nami ostalimi. Vendar jaz pravim, če bomo delali dalje, če bomo dali mladim šanso, se za prihodnost lige ni bati. V zadnji tekmi 6. kroga košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Šentjurja na gostovanju v Podčetrtku slavili z 71-66. Šentjurčani so dosegli že svojo 5. letošnjo zmago in so na prvenstveni lestvici trenutno na visokem 3. mestu. Šentjurčani so v Podčetrtku izkoristili neigranje enega najbolj izkušenih domačih košarkarjev, Sandija Čebularja, in praktično skozi celotno tekmo nadzorovali potek stvari na igrišču. Gostitelji so jih v finišu tekme sicer ujeli in izid izenačili, a je nato na sceno stopil šentjurski organizator igre Dan Martin, ki je dosegel ključne koše za šentjursko zmago. Ja, imeli smo kar dosti časa, da se pripravimo na tekmo, kar 9 dni med zadnjim hudim porazom v Šentjurju in edinim proti Heliosu. Odigrali smo dobro v obrambi, ne tako dobro v napadu, namreč nismo blesteli, kar je po drugi strani meni zelo všeč, da dali smo 2 prve trojke in potem samo še 3 do konca tekme in smo kljub temu z malo težavami tudi prišli do zmage. Tako da moramo igrati boljše, ampak sigurno sem zadovoljen, da smo tudi s tako slabšo napadalno predstavo prišli do zmage proti res dobri ekipi Podčetrtka. Šentjurčani so v dosedanjem delu prvenstva slavili že na 3. zahtevnem gostovanju. Po Rogaški Slatini in Šenčurju so se zmage veselili še v Podčetrtku. Ja, je precej več, kot sem sam pričakoval, precej več, kot so vsi pričakovali, ampak to je samo začetek prvenstva. Porazi še bodo prišli zagotovo in na to bomo pripravljeni. Sicer smo kljub težjem razporedu, kot ste povedali, prišli do teh 3 gostujočih zmag, zato zdaj moramo nadaljevati v istem ritmu in brez podcenjevanja igrati proti ekipam, proti katerim
pričakujemo zmago. Eno je pričakovati, drugo je pa doseči, tako da se bomo zdaj obrnili k pokalu, potem pa mogoče najslabša ekipa lige je Škofja Loka in tu moramo pokazati svoj karakter in nadaljevati serijo zmag. S 5 zmagami in le enim porazom je moštvo iz Hruševca zaenkrat krepko preseglo pričakovanja pred začetkom letošnje sezone. Ja, dobro nam gre, stanje na tabeli je vrhunsko, situacija v klubu je dobra, vsi skupaj smo veseli in strokovni štab in igralci in seveda klub. Menim pa, da moramo napredovati, da določeni igralci na določenih pozicijah igrajo dobro, dosegajo skoraj svoj optimum, medtem ko eni morajo še napredovati in seveda ta skupinska obramba in tudi malo več inteligencije v napadu bomo potrebovali za nadaljevanje prvenstva. Zdaj se bodo Šentjurčani osredotočili na pokalno tekmovanje, kjer jih v 4. krogu čakata 2 lokalna obračuna z Rogaško. Prvi bo 15. novembra v Hruševcu. Žreb pokala je zelo čuden, ni naklonjen, tako kot ste povedali, ker smo že v predkolu igrali proti prvoligašu Polzeli, zdaj praktično 8 parov in edini resen par je Šentjur-Rogaška. Gre za 2, bom rekel, po kakovosti izenačene ekipe. Tudi naša prva medsebojna tekma je bila izenačena, rešena bila po daljšku. Mislim, da bo tudi ta pokalna oziroma 2 pokalni tekmi na podoben način izenačeno borbeno, ampak jaz verjamem, da bomo v 2 tekmah v seštevku uspeli iti naprej. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli. Bar Meduza. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. OK LED prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED, salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED, ko svetloba spregovori.
Takole, po glasih smo že v srednji rubriki našega tretjega polčasa. Jasno, rokometno bomo obarvani, kajti Slovenija v teh dneh diha s 15. evropskim prvenstvom za rokometašice. Tudi Celje je bilo eno izmed mest gostiteljev. Rokometašice so zdaj Knežje mesto že zapustile in kot verjetno dobro veste, so se v Ljubljani že začeli izločilni boji oziroma boji v drugem delu prvenstva. Ena skupina v Ljubljani, ena v Skopju, potem finalni del ponovno v slovenski prestolnici. Našim gre zaenkrat zelo dobro. Iz skupine so prenesle 2 točki po 2 zmagah in 1 porazu in tudi v tem drugem delu sinoči zmaga proti Hrvaticam 26-18. Naš sodelavec Tone Tisel, sicer seveda tudi izjemno uspešen v svoji karieri na klopi moške in ženske reprezentance, srebrno odličje 2004 z moško reprezentanco, 2 evropska naslova, s Krimom pa seveda še kopica drugih dobrih rezultatov. Dobar dan, ponovno dobrodošli v našem studiu. Dobar dan. Torej, zaenkrat zagotovo visoka ocena za slovenske nastope. Tisti prvi cilj je dosežen, Slovenija je šla naprej iz svoje skupine in to tudi z 2 točkama, kar seveda je pomembno. In tudi v tem drugem delu že prva zmaga proti Hrvaticam, dokaj zanesljivo, 26-18. Slovenija je še vedno v igri tudi za najvišje mesto. To je tisto, kar so si verjetno tako igralke, strokovni štab, pa ne nazadnje tudi organizatorji želeli pred prvenstvom. Vemo, da če ni dobrega rezultata domače reprezentance, potem tudi dobra organizacija nekako izvodeni, lahko rečemo. Ja, zaenkrat gre vse po planu, tako kot si povedal. Mislim, da so z včerajšnjo zmago naša dekleta že dosegle tudi drugi cilj. Jaz mislim, da bojo skoraj sigurno na koncu najmanj 7. Razen če ne bi Madžarke ali pa Hrvatice v nadaljevanju presenetile. Se pravi, šle so iz skupine, prvi cilj, izboljšati najboljšo vrstitev na dosedanjih prvenstvih. Mislim, da je ta drugi cilj tudi že dosežen, tako da sedaj so lahko maksimalno sproščena in odigrajo naprej še bolj kvalitetno kot do sedaj. Dejstvo je, da najbolj pomembna tekma v prvem delu je bila tekma z Srbijo. To smo se pravzaprav vsi bali, kaj bo, ko je bil ta žreb, vendar srpska reprezentančna na našo srečo je bila tokrat res tako oslabljena, da je bila Slovenija v vseh pogledih močnejša. Bila pa je to stresna tekma, bom rekel, tako za organizatorja kot tudi za Dragana Adžića, kajti če bi slučajno pri taki Srbiji izgubili, bi bila pa to res mala katastrofa ali pa velika katastrofa in celo blamaža. Sedaj v drugem delu naše pač izkoriščajo to, kar jim je ponujeno. One so sicer na zadnjih tekmah izgubile s Hrvaško, vendar so vedele, da s Hrvaško lahko enakovredno igrajo. Hrvaška tudi ni neka top velesila, one so res na zadnjem evropskem prvenstvu bile tretje, to je bil splet srečnih okoliščin, na katere lahko tudi Slovenija računa. Pri njih je tudi manjkala, bom rekel, najkvalitetnejša igralka, ki je liderca tako v napadu in obrambi in tudi v garderobi, Micijević. Se pravi, vse zadeve, ki so se nam ponudile, so punce izkoristile, rastejo iz tekmo v tekmo, tisto, kar je najbolj pomembno, zaupajo in so pravi tim in dejansko imajo možnosti. Teorija govori še po finalu, mislim pa, da najslabše, kar bo to, da se bojo vrstile na 7. mesto. V ozadju bomo seveda videli nekaj posnetkov iz uvodnih 4 tekem Slovenije, torej iz tistega skupinskega dela v Celju, pa tudi iz sinočne tekme proti Hrvaški. Tone, na zadnjih velikih tekmovanjih nekako Slovenija ni bila na tistih najvišjih mestih, ne nazadnje to 9. mesto še tam iz leta 2004 kot najboljša uvrstitev. Kaj je zdaj pravzaprav na tem domačem prvenstvu bilo drugače, da bomo, kot si že omenil, torej osvojili najmanj 7. mesto, kar bo zagotovo najboljša slovenska uvrstitev na evropskih prvenstvih doslej? Zdaj, prva zadeva je, vsi se sprašujejo, zakaj bom rekel Slovenija ali pa mogoče tudi Srbija ali pa katere manjše reprezentance ali pa slabše organizirane zveze ali pa bolj revne zveze, zakaj so na domačih prvenstvih boljši kot pa na gostovanju. Enostavno zato, ker
te zveze, kadar je domače prvenstvo, neprimerno več vložijo v domače tekmovanje, ne samo v smislu organizacije, ampak tudi v smislu rezultata. Se pravi, pogoji dela se za domače prvenstvo izboljšajo. In v tem trenutku, odkar je selektor Dragan Adžić, sigurno ima slovenska reprezentanca najboljše pogoje v svoji zgodovini, vendar tudi te niso primerljivi z pogoji, ki jih imajo ves čas velike reprezentance, kot so Norveška, Danska, Francija. Druga stvar, ki je, v tem momentu se Slovenkam res vse poklopilo, ne? Se pravi, ob teh pogojih so tudi vse zdrave, vse so se vrnile. Mislim, da je tu veliko delo opravil tudi Uroš Bregar, to je Adžić tudi povedal, on je v glavnem selekcioniral te igralke, jih razvijal preko Krima tudi reprezentance, sedaj so dozorele. V reprezentanco je vrnil Lazović in Umoregi, vrnila se je tudi njegova soproga Tamara Mausar, tako da imamo mi na razpolago vse najboljše igralke, dočim nekatere druge reprezentance tega nimajo. Potem je tu še nekaj, meni osebno največja motivacija v življenju, kar je športno možna, je ta nacionalni ali pa domovinski naboj. Tega ima vsaka reprezentanca, ki igra doma. Je pa to tudi seveda prilika, da ta dekleta naredijo največ v svojih karieri, kar so naredila. To je edinstvena prilika v karierah in Adžić jih je tudi prepričal, da to lahko naredijo. Ustvaril je to, kar je zelo pomembno, ekipo. Prej je bilo pri nas bolj Ana Gros, pa pol ostale igralke, sedaj pa je ekipa plus Ana Gros. Lahko vidimo, da na vseh tekmah so različne strelke, različne igralke v spredi, ne zavisi vse samo od ene igralke, imamo širino. Izkoristili smo to, ko smo že dejali, da so nekatere reprezentance malo slabše, kajti ve se, da po olimpijskem ciklu so tudi tiste najkvalitetnejše reprezentance pomladijo, naprimer Norveška ima 7 debitant, tudi Francozinje. Dejstvo pa je, da smo uspeli tudi presenetiti dansko reprezentanco. Danska reprezentanca je sigurno kvalitetnejša od naše reprezentance, bila je na vse zadnje tudi bronasta na zadnjem velikem tekmovanju, vendar v pripravljalnih tekmah smo mi dvakrat gladko izgubili z Dansko in danski trener se je sedaj že drugič upekel. Enkrat se je upekel na Evropskem prvenstvu doma, ki je označil hrvaško reprezentanco za reprezentanco, ki nima nobene šanse proti njim v borbi za 3. mesto. To je bil dodaten motiv za Hrvatice, takrat so bile Hrvatice v takem sunku, kot smo mi danes, in potem so Danke premagale, nas je malo pocenil. Dragan Adžić je ekipo fenomenalno pripravil in tudi tu smo presenetili. Tako da vse stvari nam gredo na roko, seveda najbolj pomembno pa je to, da mislim, da smo zaenkrat v tem studiu povedali, da edina svetla točka v slovenskem rokometu v tem trenutku je Dragan Adžić, da on je edini, ki lahko nekaj spremeni, čeprav kvalitetno ta reprezentanca ni na nivoju mogoče moške reprezentance, to se je zdaj tudi pokazalo in verjamem, da bojo dekleta kvalitetno odigrala do konca tega prvenstva. Omenili ste to širino. Se vam zdi, da so mogoče vratarke tisto najprijetnejše presenečenje v naši izbrani vrsti v dosedanjem delu prvenstva? To je dejstvo. Vratarke so največje presenečenje. Sedaj, če bi pogledali, kje naše vratarke branijo in koliko branijo, so naše vratarke napram vsem ostalim vratarkam ekip, s katerimi smo igrali, nekje v podrejenem položaju. Vendar naše vratarke so bile boljše tako od danskih vratark in po procentih in številu branjenih žog, tako proti srbskim vratarkam in nazadnje tudi na zadnji tekmi proti Hrvaticam. Se pravi, one so res najprijetnejše presenečenje in vratar je v bistvu tisti, ki nagne tehnico na eno ali drugo stran. V teh 3 tekmah so naše vratarke res fenomenalno, od Vojnovićeve, Zeceve in Pandžićeve odlično odigrale. Ne samo kot primerjava, ko smo igrali proti Danske, je Toftova imela, mislim, da samo 3 obrambe. V prvem polčasu na tekmi Švedska, Danska pa je bila 80%. In včeraj spet slabo branila in so bile Mađarke zelo blizu. Dejstvo je, da so največje presenečenje in največji napredek naredile vratarke, seveda jim pa obramba tudi tu kvalitetno pomaga in mislim, da tudi Grega Karpan kot trener vratarke svoje delo vrhunsko opravil, tako kot vedno on je bil, bom rekel, moj asistent v zadnjih 3 klubih na Krimu, Baja Mare in pa v Debrecenu in vratarke so bile zmeri na vrhunskem nivoju.
Gre za največji ženski športni dogodek v zgodovini Slovenije. Leta 2004 je bila Slovenija organizator moškega, zdaj torej ženskega prvenstva. Se vam zdi, da smo, če zdaj odmisliva ta tekmovalni del, te odlične rezultate Igre Slovenije, v tistem drugem delu tudi lahko zadovoljni? Je nekako zanimanje za prvenstvo takšno, kot ste ljudje v teh rokometnih krogih pričakovali, večje, manjše? Dejansko Slovenija diha v teh dneh z rokometašicami ali ne? Kako ste vi v teh rokometnih krogih občutili vse skupaj? Jaz moram reči, da to ne vem, kaj je organizator pričakoval. Slišim pa, da so cene vstopnic kar zasoljene, da se ljudje malce nad tem pritožujejo. Sigurno, da je bilo lažje v Celju, ko je nekje manjša dvorana, obisk je bil to pogledno dober, ne vem, koliko kart se je prodal, koliko pa je bilo razdeljenih med klube. Dejstvo je pa nekaj, rokomet, na Balkanu nasploh, razen v Črni Gori, ženski rokomet je nekje drugorazreden šport, tako v Srbiji, na Hrvaškem in tudi v Sloveniji. Kar se tiče ženskega rokometa, pa še toliko bolj. Glede na to, v kakem stanju je slovenski rokomet, bi jaz ocenil, da je obisk in to zgleden, sigurno pa ni takšen, kot je bil, ko smo igrali moški, ali pa kot imajo v Podgorici podporo Črnogorke. Dvorana Morače je polna, je pravi pekel, vendar glede na to, kak status ima rokomet, predvsem pa ženski rokomet v Sloveniji, mislim, da je obisk zadovoljiv. Dve tekmi sta še pred našimi zdaj v tem drugem delu. Norveška najprej, potem v zadnjem kolu Madžarska. Veliko je seveda raznih kombinacij. Po vaši oceni, dokot zdaj lahko gre ta reprezentanca, ko je nekako uvodna cilja že dosegla, verjetno bo zdaj z tistega psihološkega vidika laže, po drugi strani pa bo verjetno tudi obisk in sama podpora v Stožicah zdaj še večja, kot je bila na tekmi s Hrvaško. Ja, vsi si tega želimo. Zdaj vprašanje, če bo tako, kajti to je delavnik, mislim, da igramo z Norveško v ponedeljek, še slabše pa je, tekmo igramo v sredo, mislim, da v 3:30 z Madžarsko, tako da vprašanje, kakšen bo obisk. Dejstvo pa je, da lahko igramo sproščeno. Zdaj, če bi govoril nekje o kvaliteti reprezentanc, treba je vedeti, da so skandinavske reprezentance, se pravi Norveška, Švedska in Danska, daleč pred temi, ki prihajajo z Balkana v vseh pogledih, v pogojih dela, v stilu igre, v dinamike, v moči, v hitrosti, v vsem, tako da bi bilo presenečenje, če bi katera reprezentanca iz tega področja premagala skandinavsko reprezentanco. Če tega presenečenja ne bo, potem mislim, da bomo mi četrti v skupini in mislim, da glede na rezultate, ki jih imamo, da bo to prineslo 7. mesto. Če pa katera reprezentanca, vključno z našo, da bi mi presenetili Norveško, če pa katera reprezentanca ali Hrvaška ali pa Madžarska premaga Švedsko, potem pa so naše možnosti za polfinale precej večje. To ni nemogoče, dejstvo pa je, da kvaliteta je na skandinavskih reprezentancah. Jaz pričakujem eno kvalitetno in sproščeno, mogoče celo najboljšo igro proti Norveški, kjer nimaš kaj izgubiti. Po teh tekmah bo pa že marsikaj jasno, kajti mislim, da celo dvoboj skandinavskih reprezentanc, da Švedska in Danska imata določeno možnost, da se lahko enakovredno borijo tudi z Norveško, predvsem zaradi tega, ker so one kompletne. To moramo povedati, Danska pa Švedska reprezentanca so kompletne. Dočim od zadnjega velikega tekmovanja je 7 novink v norveški reprezentanci. Omenjate Skandinavke, kaj pa preostali del Evrope? Katere reprezentance poleg Skandinavk bi lahko še posegle v boj za najvišja mesta? Zdaj to prvenstvo je tudi zanimivo iz tega zornega kota, da ena od vrhunskih reprezentanc, rečemo, da v zadnjih letih so top reprezentance Norveška, Francija, Rusija in Nizozemka. Rusi ni, tukaj pa sem že omenil dve reprezentanci, se pravi Francija in Nizozemska. Na zadnjih velikih tekmovanjih so te reprezentance v vrhu, ene so bile olimpijske prvakinje, ene svetovne prvakinje, tako da na drugi strani bo verjetno troboj Francija, Nizozemska, Črnogora, kdo bo prišel v polfinale, zaenkrat najbolje kaže Francozinjam. Tudi Francozinje, mislim, da so Francozinje ob Norvežankah druga največja
reprezentanca je najbolj urejena zveza, tudi oni so zelo pomladili. Treba je povedati, da na klopeh obeh reprezentanc sedita trenerja, ki sta bila trenerja, ko sem jaz tudi treniral reprezentanco, se pravi Torir in pa Oliver. Se pravi, to so najbolj urejene reprezentance, te lahko pričakujemo na vrhu. V zadnjem obdobju pa je res izplavala tudi nizozemska reprezentanca, ki je verjetno v Brusinjah producirala tudi največ kvalitetnih igralk. Se pravi, na eni strani Francija, Nizozemska, Črna Gora, na tej strani je pa borba za polfinale 3 skandinavske reprezentance in Slovenija. Tisto, kar je, lahko rečeva, na žalost tudi zaznamovalo ta prvi del prvenstva, je to nesrečno snemanje treninga, domnevno seveda v Laškem. EHF je naši reprezentanci izdal opomin včeraj. Mogoče vaš pogled na vse skupaj in tudi pod vprašanje, je tudi v vaših časih bilo tako, da ste bili pozorni, ko ste prišli v dvorano, če so kje nameščene kakšne treninge, kamere, ko ste začeli s treningi? Ja, zdaj, da bi pregledal kamere, je težko reči. Predvsem smo pogledali, kdo je taka, tudi ni bilo teh tehničnih pripomočkov, ko so danes, se pravi na tak način, ko je bilo to storjeno, če je bilo storjeno v Treh lilijah, tega ni bilo. Bolj smo gledali, kdo je v dvorani, če so kakšni takšni, ki gledajo v dvorani. Kamer pa to, mislim, da nismo pregledovali, čeprav ne izključujemo to možnost, ampak v tistih časih ne verjamem, da je bilo vse upremljeno s kamerami, tako kot je danes. Je pa dejstvo, da do tega, kar je prišlo tu, je v bistvu največji problem problem v tem, da so Srbi, Ađo in pa Bregar, da so v preteklosti veliko sodelovali, da so to iz istega nekje govornega področja ali pa iz bivše Jugoslavije. Večkrat so skupaj trenirali, Uroš in Ađo sta tako s Krimom kot z reprezentancami sodelovala. Tudi Ađo je poprašal Bregija za vse, kar ve v reprezentanci, kako mu lahko koristi. In mislim, da je to bolj problematika čist na osebni ravni, ki je začutil Uroš, da to ni bilo glih najbolj primerno, da snemajo zadnji trening, čeprav vse podatke in vse, kar ve v slovenski reprezentanci, on Ađo to, ko sta naredila Primo predal. Zdaj, kaj pa je bilo res, kaj pa ni bilo, pa ne vem, ampak to, kar je gledali, je pa tudi zgledali zelo amatersko. Če pa prav razumem, pa praviš ti, da so kamere v Treh lilijah tako ali tako nastavljene in da jih lahko vključijo kar iz Ljubljane, lahko te posnetke dobiš na nek drugačen način. Ja, Košarkarska zveza ima po teh dvoranah nameščene kamere. Ne vemo seveda zdaj, kako je bilo z njihovo uporabo v času tega rokometnega prvenstva, ampak pustiva zdaj to, se pravi, pred nami je tisti sklepni del, tisti najbolj zanimiv teden tega evropskega prvenstva. So mogoče kakšne stvari, na katere je potrebno opozoriti, da so se na novo pojavili ali pa da je kaj precej drugačnega, kot je bilo na zadnjih ženskih velikih tekmovanjih, zaenkrat prineslo to prvenstvo v Sloveniji? Ne, mislim, da tu ni nič novega. Samo, da bo sedaj ena nova reprezentanca tista, ko bo naredila odmevne rezultate. Jaz mislim, da bo to Slovenija. Drugače na vrhu se bistveno zadeve ne spreminjajo. Tiste najkvalitetnejše reprezentance, ko smo rekli, že razmišljajo o olimpijskih igrah in so po zadnjih olimpijskih igrah že začele pomlajati in razmišljati naprej. Se pravi, više kot na zadnjih prvenstvih bodo verjetno uvrščene tako Slovenija kot Črna Gora, nekje kot domačinke, ostalo ostaja isto. Res pa je, da je Balkan, kar se tiče rokometa, pa nekje sloga igre nekje ustal daleč zadaj, medtem ko predvsem skandinavske reprezentance, pa Francija, pa Nizozemska igrajo neprimerno drugačen, bolj modern, bolj glediv rokomet, ampak to je pač posledica verjetno tega, da ženski rokomet na Balkanu, pa tudi moški, nazaduje, da ni več toliko mladih igralcev, da tudi ni več toliko kvalitetnih trenerjev in da enostavno mi ne usposabljamo igralke, ki bi lahko sledile modernim rokometnim trendom. Tako da pač na trenerju, kot je Adič, ostaja to, kar mu prinaša rezultat, on to dobro dela, se pravi, mi
največji fokus je na to, kot sem že rekel, ekipa, zaupanje vsem igralkam, ne. Tudi mlade igralke grejo v igro takrat, ko se tekma lomi, vzpostavljanje tim, kvalitetna obramba, nekega protinapada ni, ker pač naša dekleta na to niso navajena, trda disciplina obrambi in pa vračanje, ne. Se pravi, če bi šel po vrstnem redu, mi stavimo na obrambo, vračanje, discipliniran napad, ne, protinapad pa mogoče kakšen individualen ali po hitro ukradeni žogi, dočim skandinavske ekipe visok ritem držijo skozi vseh 60 minut. Se pravi, nekih sprememb ni. V naših časih so spremembe pač te, da je med enimi in drugimi tekmami več prostega časa. Zdaj, ali je to plus ali minus, težko rečem. Mi bomo imeli na razpolago 3 dni sedaj za pripravo na Norveško. Mislim pa, da nekih sprememb v nobenem pogledu ni. Zdaj, mogoče, če bi se vrnil nazaj, ne, naša reprezentanca takrat ni jaz bom rekel takole, ne, najboljši rezultat sedaj je bil 8. mesto na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, ne, in tisto, kar je res tako čudno, ampak to je bil za dekleta največje razočaranje, ne. Tista dekleta in tista ekipa tam je želela več. Mi smo jo pripravljali za to, da se bomo uvrstili na olimpijske igre v Atenah. To je bil plan, 3-letni plan, ki smo si ga želeli in ki smo ga realno lahko pričakovali, kajti možnost nastopa za slovensko reprezentanco je dobila prvič Natalija Derepasko in pa tudi Agnieszka Matuševska, vendar takrat lahko rečemo, da so ženski rokomet kar malce obglavili na račun moškega, zato tista ekipa ni dosegla nekega boljšega rezultata. Sem pa zelo vesel, da so ta dekleta dobila to priliko in da jo dobro izkoriščajo in kaj pa bo po tem prvenstvu, pa bomo videli, še zmeraj mislim, da imamo velike probleme v slovenskem ženskem rokometu ali pa nasploh v slovenskem rokometu. Že ste malce nakazali, torej pogled naprej. Selektor Adžič je že pred prvenstvom govoril o poti do Pariza, ne, o tem ciklusu do olimpijade. Zagotovo je zdaj to prvenstvo doma vrhunec zaenkrat te generacije. Kakšno je vaše mnenje, lahko ta dekleta pod narekovaji še nekako podaljšajo, tista starejša, svoje nastope v reprezentanci do olimpijskih iger, če bomo seveda v igri, da se tja uvrstimo? Ja, mislim, da je mogoče to edini motiv, da bojo ta dekleta podaljšala, seveda pa morajo biti tudi v nadaljevanju pogoji vsaj na takšni ravni, kot so sedaj, ne, kajti če se vrnemo v preteklost, glih zadnjič sem govoril z Brankom Mijatović, so jo domači pa kolegi zafrkavali, kaj ima take velike hlače, ne, seveda ona je igrala takrat v hlačkah, ki jih je nekoč nosil tudi Uroš Šerbec, ne. V mojem drugem mandatu smo imeli na razpolago ene trenerke, tako za mladinke kot za članice. Zdaj so se pogoji izboljšali in če se pogoji izboljšajo, potem tudi dekleta raje prihaja. Mislim, da edino, kar lahko to reprezentanco zadrži skupaj, je pač ta olimpijski motiv. Drugače pa mislim, da bojo nekatere igralke se počasi poslovile. Edini način, da te ostanejo skupaj, se pravi, je dejansko ta motiv olimpijskih iger in pa seveda, da se pogoji delovanja ostanejo takšni, kot so v tem trenutku ali pa se celo še izboljšajo. Kakšne učinke pričakujete, kar se tiče ženskega rokometa od tega evropskega prvenstva? Bo, ne vem, vpis v klube bistveno večji, kot je bil doslej, kar se ponovadi zgodi po kakšnem velikem tekmovanju? Bo zdaj ta rokometna mrzlica, ki vendarle v teh dneh in tednih trese Slovenijo, nekako pozitivno vplivala mogoče tudi na mlada dekleta, ki se že ukvarjajo s tem športom? Skratka, kakšni bi lahko bili učinki tega domačega prvenstva, kar se tiče ženskega rokometa v prihodnjih letih? No, jaz nisem nek PR-ovc, ne, se pravi, jaz povem tisto, kar mislim, jaz mislim, da nobenega učinka ne bo, ne. Edini učinek, ki mogoče bo, je to, da bo mogoče vpis deklet v klube malo večji, ampak mislim, da tudi po letu 2004, ne, ko je slovenska reprezentanca osvojila srebrno medaljo in je bila velika euforija, ne, mislim, da se nekih bistvenih zadeve v rokometu niso nič popravile in lahko rečem, da pol leta 2005-2006 smo bili organizacijsko šibki, menjavali so se predsedniki, niti enostavno nismo izkoristili tistega, kar bi lahko. Mislim, da nimamo neke prave vizije in potem strategije in ciljev naprej, tako da ne pričakujem nekih velikih izboljšav, razen mogoče kakšen vpis več v rokometne šole, drugače pa eno takšno prvenstvo
lahko zamegli neko sliko, ki je zdaj, jaz ne pričakujem, da se bo kaj bistveno spremenilo, čeprav bi si tega želel. Na eni strani imamo zdaj torej to člansko reprezentanco, ki je nedvomno pred največjim uspehom slovenskega ženskega rokometa na članski ravni. Precej manj uspešne so bile mlajše reprezentance na zadnjih prvenstvih, tako kadetska kot mladinska, in večkrat ste že v tem studiu nekako dejali, da se bojite za prihodnost ženskega, pa tudi nasploh rokometa v Sloveniji. Ostajate pri tem razmišljanju? Ja, seveda ostajam pri tem razmišljanju. Zdaj ne vem, če smo v tem studiu povedali, ampak problem slovenskega rokometa bi lahko ponazorili skozi 3 velika tekmovanja, ki so jih imele naše mlade reprezentance v Celju. Se pravi, 3 leta zapored je ista generacija imela prvenstvo v Celju. Najprej je bilo to kadetsko evropsko, potem je bilo mladinsko evropsko in še mladinsko svetovno. Na teh prvenstvih smo imeli 3 različne selektore, 3 različne sisteme, tudi 3 različne pristope. Noben od teh 3 selektorjev pa se ni z drugim se niso nikoli pogovarjali in pogovorili. Se pravi, to je slovenski rokomet v tem trenutku, to je ta slika in moralo bi priti do drastičnih sprememb, da se bo kaj uredilo. Je pa res, da tako kot smo prej dejali, cel Balkan rokometni, ki je bil včasih nekje vodilni, je zaspal, in kar se pa tiče ženskega rokometa, pa samo Črnogora še drži nek stik, ampak tudi pri njih mislim, da je zadeva slabša, kot je bilo v tistem obdobju, ko sem rekel, jaz prišel in delal v Črni Gori. Če sva za konec še malce preroška pod narekovaji, kdo bo novi evropski prvak 20. novembra, vem, da je napovedovati zelo težko, pa vendarle. Jaz težko bi rekel, vedeli smo že, kjeri so favoriti, zdaj pa glede na to, da je Švedska nas res dobro premagala, čeprav smo mi odigrali verjetno najboljši, po moji oceni najboljši polčas te ekipe v zgodovini, bi si mogoče želel, da bi bile to Švedine. Čeprav je pa težko napovedati, kajti mislim, da so ene 6 ekipe enakovredno kandidira. Več bomo pa vedeli, bolj pametni bomo pa po jutrišnji tekmi Norveška-Švedska. Tone Tisel, hvala za obisk v našem studiu, za vse te komentarje. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji 3. polčas. Naj vas opozorim, da prihodnji petek izjemoma ne bomo skupaj, kajti v tem studiu bo potekalo zadnje finalno soočenje kandidatov za župana v mestni občini Celje. 20. potem sledi finale ženskega evropskega rokometnega prvenstva, seveda tudi volilni dan, ki bo pomemben v vseh lokalnih skupnostih, tudi v naši regiji. Tako da bo torej kar zanimivo na vseh področjih v prihodnjih dneh in tednih. Čez 14 dni pa se znova srečamo v naslednjem 3. polčasu. Lepo se imejte, hvala za pozornost in lahko noč.